Klemen Selakovič je večkratni nagrajeni oblikovalec uporabniških izkušenj in umestnikov. Svetoval je že številnim mednarodnim znamkam, sedežem, vse od San Francisca do Pekinga, od vzhoda do zahoda je bil. Je ustvarjalec podcasta Ideja, ki se dotika različnih tem in neortodoksnih idej o zavesti, drogah, tehnologiji in prihodnosti človeštva. Predstavil bo vprašljive oblikovalske pristope, ki jih korporacije uporabljajo za zasnovanje uporabnikov, zasvajanje. Čujem se notri v slušalki. Zakaj je etika v marketingu danes ključnega pomena? Tako da, Klemen, prepuščam ti besedo. Hvala lepa tudi organizatorjem za tole povabilo. Jaz samo sekundo rabim, da pošeram screen. Takole. Zdaj, začel bi z v bistvu enim eksperimentom, ki je meni zelo zanimiv. In sicer Ivan Pavlov je bil en ruski psiholog 19. in 20. stoletja in v svojem najbolj znanem eksperimentu je v bistvu vedno, preden je psu dal hrano, je pozvonil en zvonček. In ko so ta postopek ponavljali, se je v bistvu natreniran pes ob zvoku zvonca začel slint, brez da bi mu ponudili hrano. Tako da Pavlov je nekako naučil pse, da so se slinili na ukaz. In kakor veste, lahko pse učimo s priboljški, kasneje pa priboljškov sploh ne rabimo več. In jaz bi sam, Gašper, a lahko izklopiš zvok svoj, ko te slišim? Se to opravičujem. Torej, ja. Se pravi, priboljškov ne rabimo več, ko psa natreniramo. S pomočjo dopamina in avtomatizma. Prostor pomeni prostor in sedi pomeni sedi, brez da psa nagradimo s hrano. In zdaj na takšnih predavanjih, jaz sem bil dostikrat obiskovalec predavanj v živo, je eno tako nenapisano pravilo, da predavatelji prosijo ljudi, da malo vstanejo, da skačejo, da si dajo high five. Zdaj pa, ker smo mi doma, bi jaz naredil nekaj obratnega, nekaj drugačnega. Tako da bi te prosil, če se lahko udobno namestiš na stol in počasi zapreš oči in začneš biti pozoren oziroma pozorna na zvoke, ki jih slišiš v svoji okolici. Lahko je to zvok mojega glasu ali pa kakršenkoli drug zvok. In zraven samo bodite pozorni na občutke, ki jih čutite. In zdaj, če ob tem zvoku zvončka, če ste nekaj začutili, lahko rečemo recimo mogoče 1% evforije ali pa čisto malo užitka, potem ste čutili dopamin. In ta dopamin se sproža v vašem telesu skorda na ukaz. Zdaj lahko nazaj odprete oči. Zdaj ljudje, ki se odločajo, kakšen zvok boste slišali in kdaj ga boste slišali, te ljudje poznajo vaš stroj mogoče celo boljše, kot ga vi poznate. In se veste, tako, ko en stroj poznamo zelo dobro, ga lahko manipuliramo. In jaz bi danes argumentiral, da smo mogoče mi malo manipulirani preko našega kemijskega ustroja. In moj cilj danes bi bil, da mogoče vsaj malo to spremenimo. Moje ime je Klemen in kakor sem bil že napovedan, se ukvarjam z uporabniško izkušnjo. Lahko bi pa tudi rekel, da se profesionalno ukvarjam z hekanjem človeškega stroja. In danes bi rad jaz govoril o ljudeh, o smislu, o etiki, o tehnologiji.
to so nekak stvari ali pa preplet teh stvari, s katerimi sem se sam recimo zadnjih 10 let precej ukvarjal. In zdi se mi zelo pomembno, da te ideje slišite prav vi, ki vas marketing zanima. Ne? In zdaj, če gremo na uporabniško izkušnjo oziroma UX, ne? Kaj je dober UX? Ponavadi lahko rečemo tako, da je dober UX se nahaja v presečišču poslovnih ciljev podjetja in ciljev, ki jih ima uporabnik. Ne? In večji, ki je ta meč, boljša je uporabniška izkušnja. Ne? Ali pa lahko rečemo, tam v sredini se nahaja nek sweet spot, kjer so vsi deležniki v tem odnosu zadovoljni. Ne? Se pravi, podjetje dela profit, uporabniki so zadovoljni, zaradi tega podjetje dela še večji profit in tako naprej. Ne? Ampak jaz mislim, da v realnosti dostikrat je to presečišče zelo majhno. Ne? Ker dejstvo je, da v realnem svetu poslovni cilji velikokrat prevladajo nad cilji uporabnika. Ne? In zdaj, če pogledamo en primer, ne? Tole je domača stran Amazona, in fora tukaj je, da izkušnja na Amazonu je super, ker želimo kaj kupiti. In jaz Amazon veliko uporabljam, ne? In verjamem, da tudi vi. Ampak gremo zdaj pogledati, kakšna bi bila izkušnja, če hočemo mi nekaj narediti, kar ni interesu Amazona. Ne? Recimo, da hočemo zbrisati svoj uporabniški račun na Amazonu. Ne? To škodi njihovim poslovnem modelu in bomo videli, kakšna je izkušnja. Ne? Zdaj, tukaj desno zgori bi lahko jaz odprl svoj meni, kjer je account, in najdu neko opcijo delete account. Ne. To bi bilo najbolj taka jasna in straightforward design, v bistvu design rešitev. Ne. Ampak kjerkoli link bi mi tukaj pogledali, mi ne bi najdel te opcije za zbrisati računa. Ne. Zdaj pa, če pogledamo, kako se dejansko zbriše uporabniški račun. Ne. Se pravi, gremo do noge strani oziroma footerja, najdemo opcijo help, potem najdemo opcijo need more help, kliknemo contact us, prime and something else, to je logična opcija, potem pa v drop-downu izberemo login and security. Potem se pojavi še en drop-down in končno dobimo našo opcijo close account. Ampak tudi tukaj se ne konča. Ne? Potem moramo mi dejansko njim napisati sporočilo, da bi radi zbrisali račun. In zdaj to je en tak primer, kjer cilji uporabnika pa cilji podjetja niso usklajeni. Ne? In vidimo, kaj se zgodi. Ne? In danes je realnost, oziroma nahajamo se v svetu, kjer 3 milijarde ljudi v žepu nosi eno napravo, eno pametno napravo. Ne? In to je sigurno en tak čudež tehnologije in kapitalizma. Ne? In ni dvoma, da prenaša ogromno dobrega. In verjetno bo v prihodnosti prenesel še veliko ogromno dobrega. Ne? Ampak jaz bi vam rad pokazal, da so vmesniki, ki so dizajnirani ali pa aplikacije, ki se nahajajo na tej napravi, da so narejeni na način, da uporabnike prisilijo, da počnejo stvari, ki se jih morda ne želijo ali pa jih kasneje obžalujejo. Ne? In rad bi vam predstavil par teh dark patternov v oblikovanju uporabniške izkušnje. Ne? Zdaj, če gremo na prvo, kazino industrija, vemo, v velikih predelih sveta je prepovedana, glih zaradi svojih jasnih dokazov o zasvoljivosti. Ampak, če se vprašamo, ne, zakaj je ta avtomat toliko zasvoljiv, ne? Kako ta avtomat deluje? Ne? Zdaj, v osnovi se začne z eno obljubo po nagradi. Ne? In ta obljuba sproži akcijo in v tem primeru je to, da uporabnik ročico prime in jo potegne navzdol in te simboli se začnejo vrteti. In takrat je uporabnik v nekem pričakovanju. Ne? V pričakovanju tega, a bo dobil nagrado ali ne. In tako nas naša kemija v bistvu potisne v smer, da si na neki ravni zaželimo, da spet potegnemo ročko. Ne? In ta krog je sklenjen, temu se reče habit loop. Ne? Jaz bi rad danes argumentiral, da
se nahaja, da v bistvu kazino avtomat imamo mi v žepu, ne? Ker povprečna oseba 150krat na dan odklene svoj telefon. In zdaj zelo težko bi mi en argumentiral, da se 150krat zavestno odločimo, da je dobra odločitev zdajle, da pogledamo, kaj se dogaja na telefonu. Tako da vedno, ko ga izvlečemo iz žepa, v bistvu igramo na avtomat, da vidimo, kaj novega se je zgodilo od prejšnjega čeka, ne? Ali pa, ko s prstom povlečemo navzdol, da refreshamo svoj Instagram feed, v bistvu tudi takrat igramo na igralni avtomat, da vidimo, kakšna fotka, kakšen content je nov, ne? Ali pa, ko kliknemo na oblaček od storija, od prijatelja, tudi igramo na avtomat, da vidimo, kakšna vsebina se skriva zadaj, ali pa Tinder, ko swipnemo na desno, čakamo, a bomo dobili meč ali ne bomo dobili, ne. Tukaj je pač pol še tale TikTok aplikacija, ne, kjer to pelje v nek ekstrem, kjer se ta igralni avtomat vsako sekundo prilagaja prav tebi, ne. In tako da je stvar še bolj zasvoljiva, ne. In zdaj drug pattern, ki bi vam ga rad pokazal, sem poimenoval skleda brez dna. In tukaj mi je bil zanimiva ena študija o prehranskih navadah, ki so jo delali na Univerzi Cornell. V raziskavi so razdelili ljudi na dve skupini. Eni so jedli juho iz navadne sklede in imeli neomejeno možnosti prositi za repete. Druga skupina pa je jedla iz posebne sklede, v katero se juha po skriti cevki konstantno polnila. In pri skledah brez dna so ljudje pojedli 73% več juhe, kakor pri običajnih skledah, ne. In če se navežemo na internet, ne, v zgodnjih obdobjih interneta se je uporabljala večinoma paginacija za organizacijo večje količine vsebine, ne. Zdaj po domače, vsebina se je razdelila po straneh, ne, tako kot je knjiga razdeljena na strani ali pa poglavja, ne. Zdaj, z izumom družbenih omrežij so pa dizajnerji ugotovili, da je vsebine toliko, da lahko servirajo uporabniku skoraj neomejeno, ne. In servirajo jo s principom, ki mu rečemo infinite scroll. S tem drastično povečajo čas uporabe dotičnega produkta, ne. In ta princip se uporablja tudi na drugih videoproduktih, ne, kakor so Netflix, YouTube ali pa Facebook, ne. Vsi primarno predvajajo naslednjo vsebino samodejno, ne. Zdaj, zakaj bi vam en dizajner prepustil zavestno odločitev, kdaj prenehati, ne? Kdaj prenehati z uporabo te aplikacije, ne? In ogromen del ogledov in engagementa na teh produktih je posledica glih tega samodejnega predvajanja, ne. In zdaj še zadnji pattern, ki bi vam ga rad predstavil, se tiče barv, ne, ki jih uporabljamo v dizajnu, ne. Naše človeške oči vemo, da so občutljive na tople in svetle barve. In na eye tracking raziskavah, kakor je tale, so ugotovili, da nas precej privlači svetla rdeča barva, ne. In če se spomnite, iz tega razloga je tudi večina podjetij redizajnirala svoje ikone in logotipe v barvi, ki so svetlejše, bolj izstopajoče in toplejše, ne. Ali pa recimo ta oblaček za notification, ne. Z razlogom je rdeč, ne, ker verjetno se boste strinjali z mano, da to ali pa tole nima nekega istega efekta, ne. In vsi poznamo tole izkušnjo iz Bookinga, tole barvito izkušnjo, lahko rečem, ne, kjer absolutno deluje vzbujanje občutka nujnosti in fomota pri uporabniku, ne. In to glih delajo z barvami. In gremo nazaj do te slike s kazinojem. Vse se sveti, vse je svetlimi barvami narejen, zraven imamo še zvoke, ne, ding, 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 ne. Tudi to ni naključje. In vse te stvari so zavestno implementirane noter v te produkte. In to je bilo samo nekaj primerov teh oblikovalskih taktik, ki se trenutno uporabljajo za vplivanje na uporabnika, ne. In če se vprašamo, kaj je zares pravi problem človeštva,
pride zelo prav tale quote Edwarda Wilsona. Nahajamo se v situaciji, kjer imamo čustva iz paleolitika, srednjeveške institucije in božjo tehnologijo. Zdaj, na nek način smo šimpanzi z jedrskim orožjem. In mi smo na nek način, ali pa v nekih aspektih življenja, zelo podobni tem Pavlovim psom. Oziroma, biološko smo skoraj enaki. Podobni smo v tem, da smo večino časa na avtomatiki. Oziroma, večino časa operiramo iz navade. In ta navada, če je slaba, je lahko škodljiva. In 40% vseh akcij, ki jih mi naredimo v dnevu, so posledica navade. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da so te navade dobre. Zdaj, kako začeti vse to, kar sem izpostavil kot problem, kako začeti reševati, mogoče bo ena zgodba pomagala. Meni se zdi to, da gre mogoče za najbolj pomembno zgodbo v zgodovini človeštva. Vsaj meni osebno je, lahko rečem, spremenila življenje. Nahaja se pa ta zgodba se dogaja pred 2500 leti na severnu Indije, današnji Nepal. In tam se je v aristokratsko družino, ki je bila takrat na vrhu kastnega sistema, se je rodil en princ z imenom Siddharta. In Siddhartin oče je želel malega fantka, svojega sina, zaščititi pred vsemi slabostmi človeškega življenja. Zato je znotraj teh zidov, te palače, v kateri je on odraščal, oče poskrbel za to, da je njegov sin popolnoma izoliran pred trpljenjem zunanjega sveta. In tam je Siddharta živel 29 let. Lahko bi celo rekel, da je živel v raju. In vse se je spremenilo en dan, ko je zapustil to palačo. In to, kar je videl zunaj, ga je spremenil zavedno. Najprej je videl starega človeka, potem je videl bolnega človeka in nazadnje je videl še truplo. In to je bilo njegovo prvo srečanje s trpljenjem. In on je spoznal, da temu trpljenju, ki ga je videl, tudi sam ne bo mogel iti. Na nek način je vedel, da je to neizogibno. Zato se je odrekel razkošju in podal na pot raziskovanja sebe in zakonitosti svoje zavesti. In po 6 letih tega iskanja je Siddharta med meditacijo pod drevesom prišel do razsvetljenja oziroma nirvane, ki je najvišje duhovno stanje. Tako je postal Buda. In Buda je ugotovil, da se narava trpljenja skriva v naših željah, v željah po užitku, ki ga nikoli zares ne moremo zadovoljiti. In ta zgodba se mi zdi, da veliko pove, ali pa nekaj pomembnega pove o naši naravi. Naravi, ki nam je vsem nam tukaj skupna. In to je, da smo vedno v procesu iskanja nečesa boljšega, nekaj, kar nas bo izpolnilo. Hlastamo po užitku, želimo si pa sreče. In mislim, da je ta igra že naprej zgubljena. Zdaj, tukaj mogoče gre za mit v tej zgodbi, ampak jaz mislim, da se v tej ideji Bude skriva nekaj, kar danes znanost potrjuje. In sicer, da užitek ni enako sreča. In tudi jaz teh dveh konceptov nisem znal čisto dobro razločevati. Zelo uporabno za razločevanje teh dveh konceptov pa mi je bil dr. Robert Lustig, ki je razlike nekako tako opredelil. Prva razlika je, da je užitek kratkotrajen, sreča je pa dolgotrajna. Užitek doživljamo sami, srečo doživljamo v družbi drugih. Užitek je jemanje, sreča je dajanje. Skrajni užitek vodi v odvisnosti, odvisnost od sreče pa ne obstaja. In užitek je hormon dopamin, sreča je serotonin. In to je en slajd, ki bi ga jaz dal na billboarde posod, ker se mi res zdi ful pomembno to razlikovanje. Oziroma, saj zame je bilo zelo pomembno. Ker kaj naredi dopamin ali pa eksces užitka, vemo. Zdravo podgano damo v kletko, damo ji gumb za dovajanje kokaina in gumb za dovajanje hrane. In s časoma začne podgana hrano zavračati in je v 10 do 12 dneh mrtva.
s kokainom nekako pohekamo naš biološki sistem in ga zavedemo na način, da on dobi signal, da delamo nekaj ultimativno dobrega, nekaj, kar je ful koristno za preživetje. Ne? V realnosti se pa organizem uničuje. Ne? In valjda so te primeri s kokainom pa podgano ekstremni, ne? Ampak se mi zdi, da je za nas tudi zelo pomembno vprašanje. A mi te dopaminske stimulanse v družbi uporabljamo v zdravi meri ali v ekscesu? Ne? In mogoče jaz bi osebno argumentiral, da naša družba, kakor je zdaj postavljena, definitivno preferira dopamin. Ne? Generalno je nekako čutiti, da nam je podtalno rečeno, da nas bojo stvari, ki si jih kupimo, osrečile, ampak nas ne osreče. Ne? Rečeno nam je, da sta užitek pa sreča ista stvar. Ne? Happy meal, happy hour, open happiness, slogan od Coca-Cola, srečni ljudje na oglasih, sladkor, kofein, avtomobili, pametne naprave, oblačila, seks. Ne? Vse to bazira nekako na užitku in dopaminu, v naši družbi se pa to komunicira kot sreča. Ne? In to je zelo zanimivo, ker je človek enkrat pozoren na to, ne? Postane to zelo zanimivo. In jaz mislim, da marketing ima en velik vpliv na svet. Ne? In mislim, da je velika odgovornost za vse, ki delajo v njem ravno zaradi tega. Uporabno se mi zdi, da bi prevzeli odgovornost za svojo srečo, naprimer, tako kot je to naredil Buda, in odgovornost za svoje delo in kariero in vpliv, ki ga ima na svet. Ne? Zdaj, ko boste delali kot marketingaši ali pa boste imeli svoje podjetje, boste podjetniki, ne? Zdi se mi pomembno, da imamo zavedanje, da ima naša kariera vpliv na vse nas. Ne? In da ima vpliv na ljudi, ki se včasih skrivajo za številkami v neki kampanji. Ne? In dejstvo je, da razvoj tehnologije bo vedno hitrejši, naša življenja bojo v prihodnosti drastično drugačna našim trenutnim življenjem, to bomo mi še doživeli, ampak mislim, da bo Budina zgodba postala vedno bolj relevantna in vedno bolj pomembna. Ne? In zato sem imel danes za en mali cilj, ne? Mogoče je vzbuditi 1% zavedanja, da ne smemo pozabiti na humanost v stvarih, ki jih počnemo. Ne? Jaz mislim, da ta humanost in etika bi nas lahko pripeljala v družbo res srečnih ljudi, ne kao srečnih. Tako da, ful hvala vam za pozornost, želim vam vse dobro. Hvala. Sem not? Evo, da pa jaz tudi sam enojno slišim sebe, super. Ej, živo, čau. Veš kaj, malo se lovim jaz, zato ker se čujem v slušalkah, čujem se tekle in je odnema mi cela glava. Zdaj imam pa jaz vprašanje, oziroma gledalci se jih postavili in sicer prvo vprašanje zaklemno je, kako se lahko borimo proti dark patternsom? Kaj lahko stori uporabnik? Ja, ful dobro vprašanje, ki sem ga nekako pričakoval, ki je zelo tako logično. Za nalašč nisem dal noter nekih predlogov. Ne. Vsak bo to razumel po svoje. Ne. Zdaj lahko dam konkretne nasvete, lahko dam pa splošen nasvet. Splošen nasvet je uporabno je meditirati. Konkreten nasvet je pa, da si ugasnemo vse notifikacije, ki niso posledica direktno nekega človeka, ki nam pošlje recimo sporočilo. Ne. Se pravi, vse non-human notifications si izklopimo. Druga stvar je, lahko si grayscalamo zaslon na telefonu, se pravi, da vse damo v črno-belo barvo. Tretje, nasplošno, da smo bolj pozorni, kdaj vsakič, ko primemo telefon v roke iz žepa in ga odklenemo, da postanemo malo bolj pozorni, zakaj to naredimo. Torej, to bi bil nekak začetek. Ok.
Kako bi lahko to humanost prenesli v marketing? Ja, jaz mislim, da je prvi korak vsega je zavedanje, ne? Da se sploh zavedaš, kaj se dogaja. Pol pa jaz mislim, da etične odločitve same prihajajo ven iz tega zavedanja. Tako da jaz mislim, da je odgovor vedno delo na sebi. Se pravi, s tem, ko delaš na sebi, si avtomatsko bolj etičen. To jaz globoko verjamem. Tako da pol boš pa bolj pozoren ratval na stvari, ki niso toliko etične, ki se dogajajo v podjetjih. Pa boš nekako svoj osebni kompas, moralni kompas razvil. Tretje vprašanje. A lahko mogoče na hitro opišeš, kako poteka načrtovanje uporabniške izkušnje, kako se sploh lotiš vsega skupaj, ali ti naročniki puščajo proste roke, ali so briefi zelo specifični, ter kako se naročniki srečujejo s humanostjo / etiko? Na hitrco težko. Kako delaš to, kar delaš na hitrco, povej? Jaz bi rekel tako, ne. Odvisno je ti kot dizajner uporabniške izkušnje, ne, v kater rang pašeš. Ne. Če si ti kot nek izvajalec, da dobiš brief in ti narediš tisto, kar ti je bilo naročeno, je to ena stvar. Če si pa ti kot svetovalec poklican v podjetje, ne, lahko ti tudi sediš v mitingu z direktorjem, ne. Tako da tam se take odločitve sprejemajo, ne, humane ali pa nehumane. Ne. Tako da vedno lahko zavrneš kakšno delo ali pa projekt, ne, če se ti zdi, da je na meji tvojih etičnih načel. Ne. Tako da za tisti prvi del vprašanja, kako se lotim tega načrtovanja, pa najbolj, da mi pišejo tisti, ki ga to zanima, direktno, ne vem, na Instagram, pa se bova slišala. Ne. Je malo preveč široko vprašanje. Ok, mora bo tole bolj specifično. Kaj je po tvojem mnenju prihodnost aplikacij? Ali meniš, da bojo v prihodnosti vse aplikacije temeljile na infinite scrollu? To bom tako odgovoril. Ne. Imamo dva tipa aplikacij. Ne. In ta dva tipa lahko tako zelo jasno razčlenimo, če pogledamo njihov biznis model. Ne. Primer, biznis model Ubera. Uber, njihov cilj je, da tebi olajšajo transportation, se pravi, kako bi rekel po slovensko, se pravi vožnjo sem pa tja, iz točke A do točke B. Ne. In tukaj sta najina cilja usklajena. Ne. Uber hoče, da ti čim manj časa preživiš na njegovem appu. Ne. Takrat bom jaz zadovoljen kot uporabnik in bom Uber večkrat uporabil. Medtem, če pogledamo Instagram, ne, njihov poslovni cilj je, da se jaz čim dlje zadržim na aplikaciji. Moj osebni cilj je pa mogoče, da se malo manj zadržim na njihovi aplikaciji. Ne. In dokler bosta ta dva cilja neusklajena, jaz mislim, da bomo šli v svet, če bo zavedanje pri ljudeh, da bojo vedno bolj usklajeni te cilji. Ne. Social Dilemma je bil zdaj zelo popularen dokumentarec na Netflixu, ki točno to problematiko zelo dobro opiše. Jaz mislim, da se premikamo v pravo smer. Anja, si lahko s humanim juksom dovolj opazen danes? Vseeno je cilj podjetij prodaje. To je sicer res in to je en challenge, ki sem ga jaz hotel opredeliti. Ne vem, kaj pride prej, kura ali jajce, ali bojo prvo uporabniki začeli se zavedati, ali bojo prvo se dizajnerji ali pa tisti odločevalci začeli zavedati, ampak nekdo se bo mogel prej začeti zavedati. Ne. Tako da jaz mislim, da bo kvečem škodil, se pravi, ko se bo dvignilo zavedanje ljudi, da bo Facebooku v škodo, da bojo take dark patterne uporabljali. Ker se jih bojo ljudje zavedali in bojo zavestno šli kontra njim. Ne. In Facebook se bo s časoma prilagodil, po moje uporabniku. Še imamo. Katera spletna stran ali aplikacija je po tvojem mnenju worst
katera je pa primer dobre prakse? Ja, omenil sem TikTok. TikTok je ena aplikacija, kjer ima vse te vidike zasvoljivosti našopane v ekstrem. Plus tega se je treba zavedati, da se mi na TikToku borimo proti algoritmu, proti AI-ju, ki postaja vsak dan močnejši. Močnejši postaja v načinu, kako zna tebe zmanipulirati, da ti je vedno boljš iti na TikTok ali pa odpreti TikTok. Tako da TikTok bi izpostavil kot worst case. Dober primer so pa aplikacije, ki ti dejansko rešujejo težave. Uber sem že omenil. Lahko so potem neki to productivity appi, kjer ti blokira notifikatione ali pa ti blokira uporabo določenih aplikacij. To je pa dobra uporabniška izkušnja. Še zadnje vprašanje. A se ti zdi, da je slovenski marketing oziroma oglaševanje pripravljeno, da etiko postavi pred profit? Mislim, da ne, ampak to ne bi glih odgovoril specifično za slovenski trg. Mislim, da globalno, to so čisto moje osebna mnenja, da dokler so delničarji na eni strani, ki imajo glavni cilj profit, mislim, da bojo izvolili tistega predsednika oziroma tistega direktorja, ki bo to najbolj zasledoval na kratki rok. In dokler imamo tako strukturo v societyju, jaz mislim, da se bo zelo težko premakniti v drugo smer. Hvala, Klemen. Še malo vprašanje, mislim, da je to, ne? Mi pa bomo zdaj, če se ne motim, kratka pauzica naredili, ne? Gremo direkt naprej? Ok, potem se pa midva poslavljamo.